V naslednji oddaji pa boste videli, kako sta Jerneja in Žiga poskrbela za optimalno razporeditev prostorov ter dovolj svetlobe in svežega zraka v njuni mansardi. In kot sem napovedal že na začetku, je tu še druga zgodba, ki so jo navdihovale življenjske spremembe. Kot rečeno, te v vsakem primeru pridejo. Ampak, če ohranimo jasen pogled na svoje želje in potrebe, je rezultat lahko tudi očarljivo stanovanje kot sledi. Redko kdaj naletimo na koga, ki je dovolj moder, da z leti potrebuje vedno manj in da tudi tedaj, ko otroci odidejo z doma, se lahko stanovanje zmanjša. Simona in Tine, zakonca iz Ljubljane, sta potrebovala manjše stanovanje in ko se je ponudila prilika, da iz lepega, velikega stanovanja se preselijo v manjše, sta jo pograbila z obema rokama. Samo en pogoj je bil, kateri boste izvedeli, če pogledate njuno stanovanje z nami skupaj. Zakonca sta torej iskala manjše stanovanje, kar ni posebna redkost. Bolj nenavadno je, da sta ga našla kar v sosednjem bloku, ki je del manjše skupine večstanovanjskih stavb v Ljubljani. Želela sva ostati v tem naselju. Ponudila se nama enkratna priložnost, da so sosedje iskali večje stanovanje, midva sva iskala manjše stanovanje in smo preprosto stanovanje zamenjali. Jaz bi celo rekel, da je v tem primeru manj je več. Stanovanje je bilo se po kvadraturi toliko večje, ampak je bilo precej bolj nefunkcionalno, kot je to, tako da smo bolj zadovoljni. Ne rabimo nič več prostora. In vendar želja po manjši kvadraturi ni bila edino vodilo pri iskanju novega doma za Simono in Tineta. Mogoče v par besedah razlike, saj generalne med onim prejšnjim stanovanjem in tem sedanjim. Mogoče ne samo velikosti, kaj je bilo tam še več. Pravzaprav samo kvadrature, toliko več kvadrature, malo bolj nefunkcionalno je pa pomembno, da je bilo tako tam kot le terasa, kar je predpogoj sploh, da smo se odločili za to zamenjavo, drugače, ker smo iskali v Ljubljani stanovanje od nekdaj z teraso, ker hiši ne bi bili, v Ljubljani ne. Tukaj imaš pa teraso in si sredi mesta, tako rekoč na vrtu in se mi zdi to idealno. Kako se da uživati na vajini terasi? Lahko skuhaš kaj, to sicer zame ni ravno užitek, ampak za mojo družino je pa zelo užitek. Lahko gledaš TV iz džakuzija, lahko preprosto lenariš, tako da imaš možnosti, poslušaš glasbo, možnosti še, pa tam tega nismo še uredili. Tam smo predvsem imeli vrt, tam smo bili vrtnarji, tukaj smo pa uživači. Dejansko sta družini stanovanje samo zamenjali, kar pomeni, da sta bila oba doma ob menjavi povsem opremljena. V bistvu je bilo ogromno že noter, tudi zato sva se tako hitro odločila za to stanovanje, ker nam je to bilo izredno všeč. Smo pa prenovili kuhinjo. Na tej strani smo pult dodali, tukaj je že bil, pa napo smo dodali, tole kuhalno ploščo z napo, ker prej stanovanje ni imelo nape. Hladilnik nam je bil premajhen, smo ga dali v predprostor in je zdaj kot en dekorativni element v predprostoru. To je bil moj predpogoj, da je pač velik hladilnik v stanovanju. A bi mi lahko Tine vi opisali, ne vem, razpored prostorov, prosim? Takoj, ko priješ noter, so omare, garderobne omare, ki so zelo funkcionalne, ker so stropi tukaj do 3 metrov, so omare zelo visoke, so globoke. Takoj desno potem je spalnica, kjer je bistvena prednost. Predvsem Simona pravi, da imamo garderobno sobo, to se mi zdi blazno funkcionalno, pa tudi lahko bolj razmetan, ker ponavadi ni tako zelo pospravljeno, kot je danes, ampak je pregledno, tako da to se mi zdi zelo fajn. Spalnica ima tudi enako, kot ima velik balkon, tako da. No, potem, ko še naprej je desno, je kopalnica, ki je vsa v marmorju oziroma v kamnu. To je bilo v začetka malo preveč laboratorijsko tuje, ampak se pol navadiš. Pa mislim, da smo se kar navadili všečno. Zraven je potem stranišče, potem do konca hodnika smo že v tem prostoru. Dnevna soba, še pri tem je pa od sina. Dnevni prostor združuje kuhinjo in jedilnico, pa tudi večji prostor za počitek. Stanovanje je celo v lučkah, to je tudi razlika od prejšnjega stanovanja, tako da prostor deluje večji kot je.
v bistvu in se zelo, zelo dobro počutimo. Mislim, da ste mi omenili, ko smo šli prej po stanovanju, da televizor je skoraj v vsaki sobi. To pa res. Je to zasluga vajna ali že prejšnjih lastnikov? Ne, to pa že prejšnjih lastnikov. Ampak mislim, da se bomo pozimi zlahka temu navadili. Osnovna zasnova v teh blokih je bila, da bi bile stopnice oziroma dvigalo na teraso iz stanovanj, spravi iz dnevne sobe, ampak potem so arhitekti ugotovili, da bi se dnevne sobe preveč razbile in bi tista dvigala se kvarila in to, tako da je pač treba iti ven na hodnik in po stopničkah gor in nad našim stanovanjem je v isti kvadraturi terasa. Koliko je pa recimo ta terasa vidna iz ostalih blokov? A se lahko goli sončite? Seveda. Lahko naredite nek paravan ali pa karkoli? Tako je. Dokler ne pride kdo z dronom? To pa res, ja. Pa dokler ne bodo poslovne stavbe polne. Ko bojo poslovne stavbe polne, so pa toliko nad nami, da pa se pa treba malo večjo tendo postaviti. Zdajle se pa lahko še.